Spoštovani in dragi, verni in neverni, ponovno smo pri oddaji Na robu znanega. Danes se vračamo na temo vesolja, o kateri smo že delali nekaj oddaj. Tokrat bomo govorili o velikem poku, Big Bangu, prapoku z gospodom diplomiranim inženirjem Srečkom Šorlijem, ki je ta vprašanja na posebno visoki znanstveni ravni tudi sam obdelal in tudi objavil v svetovni znanstveni publicistiki. Spoštovani gospod Srečko Šorli, lep pozdrav. Lep pozdrav, dober dan vsem gledalcem in gledalkam. Namen naše oddaje je, tako kot sem rekel, da pogledamo malo širše v naše življenje. Vi ste znan v Sloveniji kot široka, velika duša, Mahatma. Velika duša pomeni Mahatma, ki se ukvarja z raznimi stvarmi, kar vas zanima. Ste bolj svobodoljuben človek. Med ostalim se tudi zelo prizadevate za dobrobit ljudi in človeštva navsezadnje, s vprašanji o cepljenju in o drugih teh globalnih vprašanjih. Obenem ste pa večkrat pri svoji ljubezni, se pravi, razmišljate o vesolju, o kozmoloških vprašanjih, in ste objavil pred kratkim, in to je tudi razlog najinega pogovora, v Scientific World, se pravi Svet znanosti, reviji, vaš članek, ki na nek način oporeka velikemu poku, ki pa je nam, seveda vernim katoličanom, zelo všeč, ker se približuje stvarjenju oziroma teoriji ali pa veri, ki imamo o stvarjenju. Torej, Srečko, kdaj ste vi začel razmišljati tako na široko o vesolju, o kozmologijah in tako naprej? Ko sem jaz bil v 7. razredu osnovne šole, takrat je prišla v veljavo ta teorija velikega poka. Takrat so nas tudi začeli, že v osnovni šoli so pač rekli, gledajte, vesolje je nastalo z eno veliko eksplozijo. Kajti prej v kozmologiji, jaz sem zdaj star 65 let, to je bilo tam nekje, ko sem bil takrat star 13 let, prej v kozmologiji je bilo zmeraj nekako samoumevno, da je vesolje večno, da vesolje ni ustvarjen sistem. To je bila značilnost tega stacionarnega modela vesolja in z velikim pokom, s to teorijo se je pa pojavila ideja, da je vesolje nastalo. In jaz, ko sem bil star 13 let, ne vem, meni je bilo takrat jasno, da to ni res. Niti ne toliko zaradi samega znanja, ampak zaradi tega, ker sem zelo rad zvečer, že kot otrok, spal zunaj in sem videl te zvezde, vso to enormnost vesolja in da bi vse to nastalo, se mi ni zdelo smiselno. Tako da jaz sem se potem, ko sem diplomiral na geodeziji, tudi sem poslušal predavanja fizike, filozofije, psihologije, ampak sem nadaljevanje študija opustil, ker sem videl, da vsi profesorji na univerzah govorijo to, kar so jih naučili. Noben ne razmišlja s svojo glavo. No in tako pač sem postal neodvisen znanstvenik. Jaz imam 82 priznanih znanstvenih objav. Svetovni ravni. Pač tej svetovni bazi, Web of Science, imam 22 recenzij, sem naredil za različne revije, pomembne revije z področja fizike. Tako da lahko rečem, da vem, kaj govorim. Moram povedati še eno stvar, ki je izredno pomembna. Danes doktorat ne pomeni več znanosti. Mogoče je bilo to pred 50 leti. Že Feynman je rekel, eden najboljših fizikov prejšnjega stoletja, lahko imaš doktorat na fiziki, pa si še zmeraj idiot. To pomeni, znanje danes je stvar, bi jaz tako rekel, iskrenosti srca. Razum znanstvenika, ki ni podprt z srčno energijo,
oni ustvarjajo take teorije, mogoče bomo imeli danes čas, da o tem kaj spregovorimo, ki so navadnemu kmetu, ki so čisto preprostemu človeku popoln nesmisel, ampak v visoki znanosti, akademski, je dosti ljudi izgubilo stik z realnim svetom. Ja, hvala za ta uvod. Govorili bomo torej o vesolju, to je področje enega problema, ne? In pravzaprav, kaj bi rekli, kaj je vesolje za nas? Vesolje, to zvezde, kot pravi zdrava kmečka pamet, kmet gleda v zvezde in tako naprej, ne? Mi gledamo zvezde, vesolje, slišali smo, da so planeti, da so, ne vem, karkoli, te galaksije, galaksije, metagalaksije, grupe galaksij, ne vem, črne luknje, materija in tako naprej. Kaj je to pravzaprav vesolje? Za mene osebno, jaz lahko govorim sem z mojega doživljanja, ne, vesolje je moj prvi dom. Ne. Vsi živimo v vesolju. Zdaj, seveda, eni potem živijo na Ptuju, eni v Mariboru, eni v Ljubljani, eni v New Yorku, ampak na planetu Zemlja smo, ne? Planet Zemlja je del sončnega sistema, sončni sistem je del Mlečne ceste, Mlečna cesta je del jate galaksij in vse galaksije so v vesolju. Se pravi, vesolje je naš primarni dom. In zato, ker se mi tako malo tega zavedamo, imamo tudi tak veliki cirkus na tem planetu. Ne vem, zdaj, ena religija, kaj se zdaj dogaja recimo v Gazi, ne? Ti ljudje so izgubili stik s tem prvobitnim, kar človek je. Človek je božje bitje. In ves ta cirkus, ki ga imamo na planetu, je zaradi tega, ker smo mi tako zožali doživljanje vesolja, sveta in samih sebe, da v bistvu živimo v eni virtualni realnosti, ki je ni. Se pravi, če malo razmišljamo, za nekega malega otroka je dom njegov, mama pa tista kuhinja, kjer se on po tleh igra. Tako. In tako naprej, ampak mi potem ugotavljamo, da je samo stvarstvo, se pravi, še veliko večje, ne? In da so vesolje, da so te, kot praviš, jate in recimo tu sem imel neki podatek, da je naprimer to, da je v naši galaksiji, se pravi v naši galaksiji Mlečni cesti 160 milijard planetov. In pa da je da je v vidnem vesolju, to, kar ga mi zdaj vidimo z tem Hubbleom, ne, da je 2000 milijard galaksij. 2000 milijard galaksij, se pravi, kot je naša Mlečna cesta, na primer, ne. In to je 10-krat več, pravi, kot so misli, in pa potem, o čem govorimo, namreč. In pa, da te 2 bilijona galaksij vsebuje več zvezd, se pravi sonc, kot je zrn peska na planetu, ne, to se mi zdi. Se pravi, o čem mi govorimo? To so sonca, več kot zrn peska na planetu. Fantastična primerjava. Ja, to je ta ravno za nas bolj enostavne ljudi, če mislimo, koliko je peska in koliko je sonc, kateri zdaj vsekakor računajo z nekimi izračuni, ne. Zdaj, vesolje se raziskuje verjetno z matematiko, z neko eksaktnimi izračuni, kako prihajamo do teh različnih teorij vesolja, ne? Ker zdaj so poskušali razne teorije, ampak te teorije so različne. Ne? Ma ena teorija, pa ne vem, jaz vem za Evklidovo, Newtonovo teorijo, ne, ki je na tej naši fiziki, ampak ni funkcionirala, ker bi moglo biti vse statično, ne? To je tista prva varianta. Potem so pa, ne vem, še dalje gradili, ne? Torej, kako je zdaj s pristopom teh teorij? Glejte, v fiziki je, bi rekel, osnovna metodologija spoznavanja sveta v fiziki je, da mi opazujemo nek pojav, potem ustvarimo matematični model tega pojava in potem ta matematični model preverjamo z eksperimentom. Če eksperiment se potrdi, potem rečemo, ta model je adekvatni opis pojava, ki ga opisujemo in je resničen, se pravi, ima neko znanstveno vrednost, ne. Pri kozmologiji, ki je
teoriji velikega poka je izredno problematično to, da tega nekega začetka iz nič nihče ni nikoli opazoval. Se pravi, teorija velikega poka že po osnovni zamisli ni znanstvena teorija, ker ne izpolnjuje osnovnih znanstvenih postulatov. Ne? Se pravi, v čem je problem je v tem, da je teorija velikega poka ideja. In vsa astronomska opazovanja do danes so napačno interpretirana zato, da se ta teorija potrjuje. Ne? Zato sem jaz potem prišel, glejte, meni je bilo zmeraj jasno, od otroštva naprej mi je bilo jasno, da je to vse skupaj brez veze, veliki pok, ampak sem rekel, ok, pa dajmo zdaj to stvar dokazati. In sem si vzel 3 leta časa, sem začel te stvari študirati, no in pred kratkim smo objavili s kolegi v World Scientific ta članek, po angleško Evidence-Based Cosmology. Kaj to pomeni? To pomeni kozmologija, ki bazira na znanstvenih dejstvih. Veliki pok ne bazira na znanstvenih dejstvih in ima te predpostavke, ne? Začelo se je, širilo se je, nič od tega ni res. Torej, to so različni pogledi te kozmologije znanstvene, recimo, da imenujemo znanstvene, ki pa bazirajo, ste rekel, na raznih izračunih in tako naprej. Jaz se pa spomnim, ne, da so mene učili, ker jaz sem malo starejši od vas, v šoli, da je vesolje nastalo iz vesoljne juhe. Ne? To se še vi tudi spomnite. In pa najprej je bila juha, potem pa iz te juhe so se potem, seveda samo od sebe, naredile, ne vem, razni neki planeti in podobne zadeve. Ne? Ja. Potem tako se je to razvijalo. In jaz sem gledal v tisto juho noter in sem rekel, tako kot vi, ne? Ja, to pa nekako mojo otroško pamet ne gre, ne? Ker vsak človek ima logiko, ki jo je Bog, recimo za mene Bog dal, ne? Ja. In uporablja lahko svoje raziskovanje, svojo dušo, ki mu potem na nek način v sebi to potrjuje. In meni je tista juha pa tisto ni šlo skozi. Ne? Potem z nekimi praatomi, ki so že kar naenkrat bili, pa so šli, to so potem druge teorije. Ne? Veste kaj, problem velikega poka je ta, bi rekel, na čem sloni ta teorija velikega poka. Ne? Teorija velikega poka sloni na enem članku, ki ga je Stephen Hawking objavil v eni zelo, zelo ugledni reviji kar nekaj let nazaj, ampak kaj je v tem članku Stephen Hawking postavil? On je rekel, celotno vesolje se je razvilo iz matematične točke. Ne? Zdaj mi vemo v matematiki, da matematična točka nima dimenzije. Tu je zdaj osnovno protislovje, kaj te. Hawking pravi, v tej matematični točki je bil pritisk, temperatura in gostota so bili neskončni. V matematični točki, po definiciji matematike in fizike, ne moreš govoriti o nekih fizikalnih atributih gostote, temperature in pritiska, ker ti lahko nastopijo šele, ko imamo dimenzijo. Ne, to se pravi, ideja, da je vesolje nastalo iz matematične točke, je pseudoznanost. Ne. Drugi problem te Hawkingove ideje, ki jo je celi svet sprejel, jaz ne vem, kdo je bil peer review, kdo je pregledoval ta članek, če bi ga meni dali, jaz ga ne bi nikoli, jaz bi ga zavrnil. Drugi problem je tu, ki je spet logične, matematične narave, je ta, da če je recimo da bi prvi trenutek bil, pa bi bila v tem prvem trenutku temperatura, gostota in pritisk neskončna, potem mi vemo v matematiki, da neskončnost, se pravi kardinalno število recimo naravnih števil, je neka neskončnost matematična, nikoli se ne more spremeniti v končnost. Se pravi, kar je neskončno, ostane zmeraj neskončno. Se pravi, tu tudi ta Hawkingova ideja, da je neskončna temperatura, pa neskončna gostota, potem, ko se je to eksplodiralo, postala končna, je nonsens. Veliki pok za enega človeka, ki je resen fizik,
je nonsens in jaz vam moram povedati, pa tudi naši publiki povedati, da že leta in leta se mnogi znanstveniki, zelo ugledni fiziki, podpisujejo peticije, da bi veliki pok na nek način priznali kot teorijo, ki je bila v zgodovini. Ne? Zakaj recimo danes, ko je Hubble, ko je ta teleskop, o katerem ste tudi vi prej govorili, odkril praktično, kako veliko je vesolje in odkrili so galaksije, ki definitivno so tako velike in tako narejene, mislim, imajo takšno obliko, da ne bi mogle, da ne pridejo več v model velikega poka. Ne? Zakaj to tiščijo naprej? Naredili so celo eno stvar, ki je zelo nizkotna, ne? Objavili so, nekdo je, enemu Indijcu, zgleda, so ga dobro plačali, da je objavil v zelo ugledni reviji, to se pravi novičke iz astronomije Kraljevskega društva angleškega, da vesolje ni staro 13 milijard, zdaj po novem je 26. To se pravi, videli so, da se celi sistem ruši, celi model se ruši s tem Hubblom, z odkritjem Hubblom, so rekli, nič, bomo pa podaljšali, bomo rekli, da je bilo staro 26 milijard. Tu sta nekako dva vprašanja, koliko sem jaz tega Stephena Hawkinsa spremljal, je on govoril pač, da se vesolje krči pa širi in to na nek način na večno, recimo. Ne? Ja. To je eno vprašanje vesolja, se pravi, da se širi pa krči in tako naprej, kot neki ciklični del. Drugo vprašanje je pa izvor, recimo, vesolja. To pa potem drugo vprašanje. Zdaj prvi slišim, da je on govoril, da je izvor vesolja kot veliki pok. To sem prvič slišal. Ja, ja. Ampak pravi, recimo, da je on to govoril, da je veliki pok tudi izvor vesolja, če tudi on, seveda, Bog tu nima v znanosti na nek način kaj govoriti, kar se zračuna, tako je, tisto gledamo, drugo ne vemo, drugo je potem že neko razmišljanje. Tako da je on govoril o tem, da se vesolje širi, pa krči, gre v nič, pa zopet eksplodira, ja. In da je to. Ne? Da pa Bog, če bi, on je rekel, da Bog, če bi bil, on tudi ne bi mogel biti kar takšen frajer, čisto svoboden, ne? Bi se mogel držati, ne vem, teh zakonov in podobne zadeve, ki pač vladajo v vesolju. Nekako v tem smislu je on s tem prvim pokom. Ampak tu vam mogoče moram, ker jaz moram pa braniti zdaj tudi prvi pok, ker je blizu našemu stvarjenju. Ne? Ja. Mislim, se ne da bi jaz uspel parirati direktno, ampak dejstvo je pa to, jaz bolj taki iz poljudno-znanstvenih razlag in pa tudi trditev. Sem slišal recimo nekega, zdaj se opravičujem, ampak res je bil neki vrhunski kvantni fizik. Ne? Ja. In ga je ona vprašala na televiziji, povejte vi meni, kakšno je zdaj stališče kvantne fizike za pogled kvantne fizike za začetek vesolja, to kar je. Ne? In je ona rekel, mi mojimi všesi sem slišal, z očmi videl, rekel, stališče kvantne fizike v tem slučaju, pa to je enih 10 let nazaj, je sledeče, pravi. Vesolje je nastalo, pravi on, iz nič, ampak slučajno, pravi. Ne? Pravi, vem, da se to sliši neumno, ne? To je zdaj, vem, da se to sliši neumno, pravi, ampak takšno je pač zdaj na nek način stališče njega kot kvantnega fizika, oziroma na osnovi kvantne fizike stališče. Pravi, on tudi ni neumen, ne? Ampak je moral, na nek način je bil na to prisiljen. Torej, kakšne so njegovi razlogi, če jih mogoče vi lahko navedete, da je on šel, ali pa recimo kvantna fizika danes, šla v to stališče, da je svet nastal iz nič in pa slučajno. Glejte, v vesolju ni nobenih slučajev. Slučaj, to se pravi, ko mi rečemo, da je nekaj slučaj, mi ne poznamo globjega ozadja enega dogodka. Ne? Vesolje deluje po, bi rekel,
božjih zakonih, po zakonih kozmične inteligence in tu ni nobenih slučajev. Problem samega začetka, če gremo zdaj v temelje teoretične fizike, ne, kamor spada tudi kvantna fizika, je ta, da mi moramo najprej razumeti, kje je vesolje, v čem so ti, recimo galaksije, v čem se nahajajo. Ne. Zdaj mi vsi soglašamo, da so nebesna telesa v vesoljnem prostoru. Je res. Tudi ta kozarec je v vesoljnem prostoru. Ne. Zdaj, o tem ni dvoma, ker je to vezano na našo elementarno percepcijo. Tega noben ne more zanikati. Dajmo od tu začeti. Se pravi, vesolje obstaja v prostoru. Ok. Zdaj pa moramo drugo stvar razumeti. Da v tem prostoru ne obstaja nek fizikalni čas, v katerem bi se vesolje dogajalo. Kajti, kvantna fizika je ugotovila, da je čas samo matematični parameter za opis neke spremembe, recimo gibanja delcev. Se pravi, jaz sem to zadevo objavil pred 3 leti, mislim, vesoljni prostor je brezčasen. V vesoljnem prostoru ni nobenega časa, fizikalni čas, preteklost, prihodnost ne obstaja. V angleščini se temu reče time invariant. To pomeni, v vesoljnem prostoru je zmeraj samo zdaj. In ta zdaj je večnost sama. To se pravi, ta neka ideja, da bi se nekaj lahko zgodilo v neki fizikalni preteklosti, je absurdna, zato ker fizikalna preteklost ne obstaja, nikoli ni obstajala. Poglejte, ko je recimo Kurt Gödel, ne, to je bil eden največjih logikov prejšnjega stoletja, ki je bil tudi Žid in je šel živeti v Ameriko, z Einsteinom sta bila skupaj, in Einstein je leta 2016 naredil to splošno teorijo relativnosti in Kurt Gödel je pol to zadevo razvil in je prišel do neke ideje, do nekega modela, kjer so obstajale te zaključene časovne linije, kjer bi po tem modelu nekdo lahko potoval v preteklost, recimo, ne, ubil svojega očeta in tu bi pol prišel paradoks. In takrat je rekel, Kurt Gödel je rekel, splošna teorija relativnosti, kjer obstaja čas kot fizikalna količina, ne more obstajati, je protislovna. Ampak, veste, kako se dogaja v znanosti? V znanosti se dogaja tako, da 3% znanstvenikov znanost ustvarja, ne, 70% jo uporablja in glavnina tisti, ki jo uporabljajo, v bistvu jo sploh ne razumejo, ampak jo znajo samo uporabljati. To se pravi, Gödel takrat ni bil razumljen, Gödel je hotel povedati, fizikalnega časa ni. To je rekel Albert Einstein. Preteklost in prihodnost sta samo neki iluziji, trdovratni iluziji. Ne? Einstein je jasno povedal, fizikalnega časa ni. In tudi v specialni teoriji, recimo, je četrta dimenzija x4 je ICT, je imaginarno število krat čas, krat svetlobna hitrost. To pomeni, četrta dimenzija je prostorska dimenzija, ni čas, ampak zato, ker očitno veste, v čem je problem? Problem je v tem, kar so ugotovili nevroznanstveniki leta nazaj, linearni čas teče v možganih. Se pravi, linearni čas, preteklost, sedanjost, prihodnost, je rezultat nevronske aktivnosti v možganih. In ko mi recimo neko gibanje, recimo jaz gibam roko, jo doživljamo v okviru linearnega časa. Zato mi vse vidimo v linearnem času, ampak tega linearnega časa v vesolju ni. V vesolju je samo zdaj. In ta večnost je zdaj. In razmišljanje o kakršnem koli začetku v neki fizikalni preteklosti je absurd. Ja, kaj pa ti naši izračuni? Recimo Hubble je videl s Hubblom, so ugotovili, ker se boljše vidi, teleskop je zdaj zunaj
se pravi naše atmosfere in ga ne moti. Mislim, da so še neke boljše teleskope zdaj dali, ali kako? Ja, ta je zadnji, ta vesolje. Web Space je največji, je Web najboljši. Space. Ja. No, v glavnem ti, ki so zunaj, da jih ne moti ta atmosfera, so ugotovili, da se vesolje širi. Ne. Verjetno pa menda že prej, če že je ta prvi pok 1930 že bil. Ne. Ampak zdaj so pa to menda potrdili, ne, da se vesolje širi in da ga še globje so to videli. In na osnovi tega širjenja je potem Lemaitre, duhovnik, izračunal nekako nazaj ta prvi pok in je prišel potem do tiste nule. Se pravi, na osnovi izračunov širjenja vesolja, ki se ena recimo galaksij, ki se ena od druge oddaljujejo, so potem zračunali rikverc in so potem prišli do nule. Recimo, in tam mi smo imeli pred časom tu enega gospoda, ki je bil na ameriških univerzah za mikrofiziko ali kakorkoli, se pravi makrofizika, mikrofizika, kakorkoli te atome in to. In je dejal, vse to izračunali so nazaj, ampak nikoli ne pride do čiste nule. Sem rekel, pa koliko sem jaz videl, da se to da že zdavnaj se zanemari tiste decimalke, da gre v nulo vse skupaj. Ja, pravi, pa ni šla v nulo. Ne? Torej, tam ti neki izračuni, zdaj, če ne je bilo nobenega časa, potem tudi izračuni ne bili možni. Namreč, če vi kot fizik ste, mi ravno računamo fizikalne pojave na osnovi preteklosti in sedanjosti in nekega gibanja. Ne? Torej, oni so to izračunali in potem so pač prišli do te nule in potem je nastala ta teorija, katero, ne vem, Einstein je imel neko malo svojo teorijo, potem pa se je tam zmotil, pa ga je ta Lemaitre nekaj skregal, da tam je bila napaka, pa on rekel, mi je žal, to sem pa res narobe naredil, da bi svojo teorijo skozi hdel zašvinglati nekaj. Ne. Samo tole me zdaj zanima, ne. Se pravi, ta Big Bang, mi smo začela kar pri poku. Ampak ta pok ima neke svoje osnove. Se pravi, vi ste pa potem rekel, da so zdaj ugotovili, da so še neke galaksije izven tega, da to zdaj ne štima, teh 13,7 milijarde let nazaj. Ne? To je prvi vaš dokaz, drugi je pa ta, da filozofski, da točke ne more biti nič. Ne? Zdaj, kvantni fiziki ali pa ti mikrokozmos fiziki so pa prepričani, da morajo to trditi na osnovi teh izračunov. Ne? Glejte, problem širjenja vesolja je naslednji. Mi v fiziki dobro poznamo efekt, ki se mu reče Dopplerjev efekt. To pomeni, če se recimo midva oddaljujemo od vira svetlobe, hitrost bo ista, ampak frekvenca se bo zmanjšala. Če se pa približujeva, se bo pa frekvenca povečala. In zdaj v fiziki so si zmislili en pojav, ki ne obstaja. In temu pojavu pravijo kozmološki premik k rdečemu. Ker mi opazujemo iz oddaljenih galaksij, da svetloba, ki pride do teh galaksij, do nas od teh galaksij, ima premik proti rdečemu. In oficialna fizika trdi, da je to zaradi tega, ker se vesolje širi, kar je napaka. In zdaj bom razložil, zakaj je napaka. Napaka je zato, ker mi nikoli v fiziki ni niti enega eksperimenta, ki bi dokazal Dopplerjev efekt v prostoru, ki se širi. To je teoretska predpostavka. Je pa še največja žalost ta, da niti en fizik ni razvil matematičnega modela, kjer bi se v nekem prostoru, ki se širi, obravnaval Dopplerjev efekt. Švicarski astronom Zwicky je jasno povedal že v prejšnjem stoletju, da gre za efekt utrujene luči. Kaj to pomeni? Svetloba, ki pride iz oddaljenih galaksij, izgubi nekaj energije zaradi tega, ker ko pride ven
ko se trga iz močnega gravitacijskega polja teh galaksij, se ji zmanjša frekvenca in pride do rdečega premika. In najbolj žalostno je to, pri celi tej zgodbi, da je ta efekt zelo dobro opazovan na Zemlji. Ne? Ko se svetloba trga stran od Zemlje, zgubi nekaj frekvence. Ne? Temu pravimo rdeči premik. Ko pa svetloba gre proti Zemlji v smeri gravitacije, pa pridobi nekaj frekvence. Temu pravimo pa blue shift, modri premik. In širjenje vesolja je, kot trditev, je posledica napačne interpretacije gravitacijskega redshifta. Kozmološki redshift je pa out of the blue, to je stvar, ki ne obstaja, to je izmišljeno. Da se vesolje širi, je absolutno izmišljeno in še nekaj vam moram povedati. Mene moti me, da v bistvu to širjenje vesolja je farsa. Ker veste, gledajte, recimo, če bi se vesolje širilo, nekaj moramo razumeti. Če bi se vesolje širilo, potem bi se razdalje med galaksijami, pa ne samo med galaksijami, tudi v našem sončnem sistemu, bi se razdalje med planeti spreminjale. To pa pomeni, da bi se spremenila gravitacijska sila. To pa pomeni potem, da naš sončni sistem ne bi mogel biti stabilen, kajti mi vemo, da so gravitacijske sile v našem sončnem sistemu stabilne, pa ne samo to, stabilne so tudi v naši galaksiji. To pomeni, če bi se prostor širil, bi se tudi v naši galaksiji razdalje med zvezdami spreminjale in ne bi bilo stabilnih solarnih sistemov, naj bi bilo stabilnih galaksij. Me razumete? Ja. To se pravi, po domače bom povedal, širjenje vesolja je neumnost in žalostno je, da že 80 let take neumnosti predavajo na univerzah. Ja, tu bi recimo razmišljal z kmečko pametjo, ne? Se pravi, gre za to, da bi naj ta Doppler efekt ne veljal, kot ste vi rekel, zaradi, ker je to vzeto iz zraka, da zaradi tega, da bi naj bil ta dokaz za to, da se vesolje širi, ampak vemo pa, da gre tu za svetlobna leta razdalje, oziroma da gre tu za take razdalje in časovni razmik, da so to recimo 13 milijard let, naprimer 13,7 milijarde let, to je strašno dolgo obdobje. In mi vemo, da naš sistem le ni tako stabilen, recimo našega sončnega planeta, našega sončnega sistema. Ker vemo, da je prišla, ne vem, neka luna sem ali kaj, pa se je zaletela v Zemljo in potem je Zemlja, ne vem, neki planet, pa je to razpadlo, pa da je iz tega nastala potem te naše lune. In tako naprej, vse skupaj, moramo reči, le nekaj gibajoče, ker potem je vse skupaj stalo. Neki sistem se tu, ne vem, gledamo, dobro, komete, ti so tako malenkost, da se tam premikajo, ampak to širjenje, pa oni, vi pravite, da je to napačno, na osnovi Dopplerjevega efekta, ampak zdaj, da bi večina znanstvenikov to narobe, recimo, zračunala, to nam je malo težko, recimo, na nek način priznati. Ne? Vemo pa, da to je taki mikrosistem, naš sončni sistem, glede na širjenje teh galaksij, pa da je to taki mikrosistem, da ga mi zdaj v teh par letih, ko smo tu na Zemlji, recimo vi 40 ali pa jaz, ne vem, 50, da se malo zmanjšamo v letih, da ne moramo zaznati, da oni ne morejo to zaznati, da recimo 100 let ni nič. Vemo pa, da v zgodovini, pač ko pravijo, da je to, ne vem, da tale neki en planet še zdaj prihaja, to so te teorije ali pa ne teorije, ne vem. Da pravi, da se ti sončni sistemi, da so
Mislim, se vemo, da so tudi zvezde poknejo, pa zginejo v črno Seveda, luknjo in podobne zadeve. seveda. Da moram reči, da to vse lepo firno stoji na vsake na svojem koščku, pa to lepo mi funkcioniramo, pa hodimo v Lidl kupovati in bomo večno hodili recimo kupovati. Ne. Se pravi, gre za to, da moram na nek način priznati na osnovi vsega tega, da sistem je stabilen v teh 40 letih, kaj mi dva gledamo v nebo ali pa ven čez oči na tej zemlji, ampak v tem dolgem obdobju pa ni bil, kot pravijo. Vse to, gledajte, to je vse v redu, kar vi govorite, ampak veste kaj, fizika je egzaktna znanost. Osnovni problem širjenja vesolja je, kot sem rekel prej, ni razvit teoretični model, kako naj bi se svetloba obnašala, če bi se gibala v prostoru, ki se širi. Nihče ni tega naredil, pa niti ne bo naredil, po mojem, nikoli, ker to ni sploh. Mi opazujemo Dopplerjev efekt izključno v stacionarnem prostoru. Pa še ena velika stvar je, ki se tiče, bi rekel, tega preskoka paradigme v fiziki je, svetloba ne potuje skozi čas. To, kar govori o fiziki, to se pravi mainstream, 300 000 kilometrov da ne vem, koliko bi lahko vidimo v preteklost. To je popolnoma zgrešeno, zato ker svetloba lahko potuje samo skozi prostor. Me razumete? Ni nobene preteklosti, vse to zasluži pojem znanstvena iluzija. Vesolje prvič je skozi bilo, drugič skozi bo in razmišljati o nekem začetku, o neki preteklosti, kjer se je vse to začelo, je psevdoznanost. Kvečemo, če si prisiljen, tako kot nekateri, recimo ti kvantni fiziki, mi smo prisiljeni zdaj tako verovati oziroma na osnovi teh izračunov smo prisiljeni te izjave dati. Vemo pa, da je to nesmiselno, pravijo. Ampak se pravi, v tem nesmislu oni so bili morali so priznati ta nesmisel. Veste, v čem je problem? Problem je v tem, da 99,9% znanstvenikov vidi svet, vidi vesolje skozi linearni model časa. Oni vidijo vse v nekem linearnem času, zato ker doživljajo stvari preko tega linearnega časa, ki je v možganih, ki je posledica nevronske aktivnosti možganov. In jaz sem prvi je to zadevo objavil en znanstvenik Buhuši. Jaz sem njega kontaktiral že 5 let nazaj, sem rekel, poslušaj, to, kar si ti odkril, je fantastično. Članek je bil objavljen, mislim, da v Nature, What Make Us Tick, kako je možno, da nam ta ura teče, da nam teče, ampak ta psihološki čas teče samo v glavi, v možganih in mi doživljamo gibanje v vesolju skozi ta psihološki čas in vidimo vse v nekem psihološkem času, ki ga projiciramo ven v fizikalno realnost, tega časa pa tam ni. Fizikalni čas ne obstaja. V kvantni fiziki res to, kvantni fiziki vejo, ampak ko pridejo pol, bi rekel, do besede kozmologi, oni pa še zmeraj mislijo, da to vesolje obstaja v nekem fizikalnem času. Recimo, Carlo Rovelli, izredno priznan fizik, hudo proti temu, da fizikalni čas obstaja. Julian Barbour, priznan fizik, jasno povedal, fizikalnega časa ni. David Fiscaletti, moj osebni sodelavec zadnjih 20 let, fizikalnega časa ni. Ampak zato, ker mainstream, se pravi ti profesori, ki so tam na univerzah sedijo, tega ne dojamejo, to še zmeraj drži in bo mogoče držalo še 100-200 let, ampak to ni moj problem. Teorija, govorimo torej o teoriji, danes najbolj priznani znanstveni o nastanku vesolja, ki je nastalo iz nič in to slučajno, kot govori kvantna fizika, splošno sprejeta. Vi temu na nek način oporekate, imate dva razloga, se pravi, da to že nonsens, da iz nič ne more biti potem vse noter, in tako naprej. In pa potem drugi je ta, da
je ta Dopplerjev efekt, oziroma da so odkrili tudi neke galaksije, ki so zunaj teh 13,7 milijarde leta in so potem, pravite, eni tam fake malo popravili, da je zdaj že 22 milijard. 26 milijard. In to je zdaj v bistvu vaša teorija in to vi potem na nek način dokazujete. Ampak predno bi šla še na to vašo kozmično kozmologijo in tako naprej, bi vprašal dve stvari. Ne? Recimo, mene seveda zanima v zvezi z pojmom Bog, ne, ki je zelo blizu stvarjenju našemu, ne, se pravi, stvarjenje iz nič, kar tudi prvič se je zdaj pojavilo recimo v taki neki teoretični fiziki, se pravi tega modela vesolja, je pa to zelo blizu nam, ne? Zato mi je to seveda zelo blizu in sem to zasledil prej pri vašem govorenju o kozmičnem inteligentnem in to kozmični inteligenci. Mnogi danes govorijo v svetu o kozmičnem inteligentnem dizajnu. Ne? Ja. Samo inteligentni dizajn je pa tudi moral nek odpriti, to je zopet blizu našemu Bogu. Ne? Ja. Pravi, da je vse skupaj z neko modrostjo ustvarjeno, vse ima svoje, kot bi naj Einstein rekel, vrhunska matematika, vrhunska fizika, ne? In jaz začnem slutiti od zadnje, ne vem, neki pojem Boga, nekega vrhunskega fizika, če hočete, vam mogoče malo bliže. Ne? Torej ta inteligentni dizajn, ne? Ali je to narejeno, vesolje po inteligentnem dizajnu, ali je vse skupaj slučajno? Ne more biti slučajno, gledajte, niti slučajno, ni slučajno. Jaz sem veren človek. Ne? Jaz nisem ateist, jaz sem globoko veren človek in Božja sila se razodeva v čisto vsakem subatomskem delcu, v vsakem atomu in se v bistvu manifestira skozi življenje. Ne? Življenje je kozmični pojav, ki se dogaja po celem vesolju. Celo vesolje je živo, to ne more biti slučaj. Kajti mi dobro vemo v fiziki, da osnovna lastnost živega organizma je, da ima manjšo entropijo od okolja. Ne? Slovenski fizik Andrej Detela je napisal to knjigo o sintropiji, neentropijske zanke. V bistvu mi smo sintropični sistem. In mi smo lahko sintropični sistem zaradi tega, ker obstajajo bolj subtilni nivoji energij, ki so nad elektromagnetnim valovanjem, ki so sintropični. Kaj to pomeni? Sintropični pomeni, da sintropija okay. je nasprotni, je antipod entropije, to pomeni sistem, ki ohranja in razvija svojo urejenost. Ne? To pa je možno zaradi tega, ker je Bog osnovni substrat vesolja. Vse obstaja v tej božji sili, to je najbolj fina, kako bi rekel, to je najbolj fina oblika energije, če lahko sploh še o energiji govorimo. Potem so pa, bi rekel, bolj grobi nivoji in recimo že 4. nivo energije v vesolju, ne, elektromagnetno valovanje, recimo foton. Zakaj ima foton neskončno življenjsko dobo? Ker je foton valovanje etra, ki je 4. dimenzijska oblika, temu rečemo danes v znanosti superfluidni kvantni prostor, ki je sintropičen. To pomeni entropija, ki jo je fizika ki je dala fizika zelo velik pomen, obstaja samo na nivoju materije, na nivoju atoma. Vse ostalo je sintropično, ne? To se pravi, ta ideja, ne, da bo vesolje se širilo za zmeraj, da bo doživelo toplotno smrt, pa to vse brez veze. Vesolje je večen sistem in kaj se, bi rekel, dogaja, mislim, kako vesolje je zmeraj mlado, ono se, kako bi rekel, v črnih luknjah, v središču, skoraj v vsaki... To pa zdaj že vaša teorija, kozmologija, biokozmologija. Ja, gledajte, v centru vsake galaksije, v večini galaksij so ogromne črne luknje, ki mi pravimo
angleški izraz, to je supermassive black holes. In v središču teh supermassive black holes je energijska gostota prostora tako majhna, da atomi postanejo nestabilni. Atomi tam razpadajo v elementarne delce in to je bilo astronomsko opazovano. Te črne luknje mečejo ogromne curke sveže energije v medvesoljni prostor, v medgalaktični prostor. In ta energija je sveži material za nastajanje novih zvezd, novih galaksij. In ta proces spreminjanja energije materije, ki je v bistvu bi rekel, materija entropijsko gledano ima zelo visoko entropijo, ne? To je stara energija. Ta energija potem se pretvori v svežo energijo elementarnih delcev, ki potem, kjer je ogromno energije na razpolago, da se nekaj dogaja, ne? In ta proces je večen. Vesolje se nikoli ni začelo, vesolje je skozi bilo. Meni je rekel en prijatelj, recimo v Indiji, 30 let nazaj, je bil preprost prodajalec, bi rekel, teh poldragih kamnov, pa tega, pač imel je tam svojo trgovinco, je rekel, universe is not a melon, to pomeni, univerzum ni buča, me razumete? Že sama ideja, da je vesolje imelo nek začetek, je popolnoma zgrešena, ker človek se rodi, živi in umre. Ampak to ne velja za vesolje, ne? Kaj ti gledajte, stvarjenje vesolja, nek začetek, ne, z vidika rigorozne znanosti je absurdno razmišljanje. Kot sem pa rekel, jaz sem po moji življenjski izkušnji globoko veren človek in nam se je zgodilo v zadnjih 30 letih, da je ta znanstveni pozitivizem, ki je duhovno komponento vesolja, človeka, vesolja in narave popolnoma odrinil iz našega življenja, ne, povzročil to, kar se zdaj danes v svetu dogaja. Globalizem, popolna odsotnost empatije do soljudi, popolno razsulo družbe. Tako da vrnitev nazaj k Bogu je edina pot preživetja naše civilizacije. Ateizem in ta znanstveni pozitivizem, ki zavrača Božjo silo, pomeni naš propad. Verjetno celostnemu pogledu na Boga, tudi moralne zapovedi in tako naprej, ne, te nam potem omogočajo življenje. Drugo je pa ta fizikalni pogled, o katerem vi tudi govorite. Ampak tule bi, ker ste vi šel na to področje, ki je na nek način, ta pogled je malo bolj indijski, malo bolj budistični, ne, ki ste ga vi zapovedali. To je nekako krožni pogled, več ali manj nekega kroga. Ne. Ja. Ampak po drugi strani, recimo, če mi dva rečemo, tudi če je ciklični sistem, na primer, da bi bil, ja, ne, tudi če bi neki ciklični sistem bil, ja, pa bi deloval, pa bi, recimo, zdaj mi dva rekla, ja, vesolje je večno, to ve oni prodajalec tam čevljev dol v Indiji, ne, ja, kakorkoli, pa tudi indijska, recimo, filozofija in to, ne, pa njihova religija. Tudi če je bil ta sistem večen, ampak nekje pa mora imeti en začetek. Zakaj? Zato, ker on obstaja. Ne? Recimo, jaz ne vem, jaz imam tale kozarec tukaj, on je. ja, On je. Ne, zdaj ne morem reči, da kozarca ni. Tukaj večemo, če bi budistično gledali, ja, kozarca ni, nič ni, vsi smo v nirvani in to je to. Ne? Ampak recimo ta kozarec je, se pravi, ima neki svoj začetek, ima neki konec. Če mi da rečemo, vesolje je, ker potem bi mi morali reči, da vesolja ni. Ne? Če vesolje je, ima neki svoj začetek. Tako kot moj telefon, mobitel, ki je recimo, vsi ga imamo zdaj v rokah, je nekaj inteligentnega. Ne moramo reči zdaj, da on nima nekega ustvarjalca, da ni bil ustvarjen. Ne? In to vesolje pa seveda pa z vsemi celicami in tako naprej pa še veliko bolj inteligentno, kot ste vi prej omenili. Ne? In se mi zdi, da je nujno, da ni šlo za neko, niti za autogenezo,
tako kot ste vi rekel. Ne? Mislim, ni za avtogenezo, ampak vedno obstaja. Ampak nujno je, da ga nekdo kljub temu naredil. Tako se mi zdaj recimo razmišljam o tem, ki je bliže temu velikemu poku. Pravi, seveda niso neumni fiziki, recimo jaz gledam z njihovega stališča, pač so prisiljeni to priznati. In na nek način bomo mogoče enega dne prisiljeni priznati na osnovi logike in tudi znanstvenih izračunov, prisiljeni priznati Boga. Da mora biti v ozadju potem ena taka sila. Tako bom zaključil, se pravi, zdaj malo tako sem poskušal zaokrožiti, da je ena, ki je diplomirana, fiziko je študirala ena punca in je rekla, ja, nam so rekli, da je po prvem poku, naprimer, prvi pok se je zgodil, ne? Ja. Se pravi, prostor, čas, materija, inteligenca, zakoni fizikalni in tako naprej. Vse je letelo ven, ampak pravi, prvo so leteli ven fotoni. Se pravi, prvi so bili najstarejši, prvi fotoni. Ne? In pravi, potem sem se spomnila to, kar pravi Svetem pismu, ne? Da je Bog prvo rekel, bodi luč. To mi je bilo recimo zanimivo. Glejte, če osvetlimo zdaj to, kar ste vi rekel, to je zdaj zanimivo, ne? Zastopnik te teorije nekaj časa je bil, pa zdaj mislim, da je že sam proti temu Nobelov nagrajenec za fiziko leta 2020, profesor Roger Penrose, ne? On je zastopil to teorijo CCC, Cyclic Cosmology, ne? To se pravi, veliki pok se zgodi, vesolje se širi v neskončnost in potem spet nekako magično se zgodi novi veliki pok in to se zmeraj, bi rekel, to je en večen proces. Nažalost moram reči, da je to absolutni nonsens. Mislim, veste kaj, meni je neverjetno. Meni je neverjetno, da lahko en človek, ki je dobil Nobelovo nagrado za fiziko, govori takšne absurde. Kajti, gledajte, zdaj, v čem je problem? Osnovni problem njegovega modela je, vesolje je prišla neka začetna eksplozija. V redu. Recimo, da rečemo, bomo to privzeli kot možnost. Potem se pa širi. In te galaksije se širijo v neskončnost. Ja, kdo pri milem Bogu mi bo razložil, kako je ta energija, ki je šla v neskončno daleč, spet prišla nazaj v neko izhodiščno točko eksplozije. Me razumete? Cela ta stvar je absurd. In jaz moram povedati tudi to, ne, da ta Nobelova nagrada, ki so jo dali Rogeru Penroseu za njegovo odkritje gravitacijskih singularnosti. Ne veste, kaj pravi Penrose? Penrose pravi, da je v središču črne luknje gravitacija neskončna. Sramotno je, da so mu dali Nobelovo nagrado za nekaj, kar ne obstaja. Mi vemo v fiziki, Newton-Shell teorem. To pomeni, če midva imamo na Zemlji, imamo določeno gravitacijsko silo, ne? Imamo takšno, ne? Ta kozarec ga Zemlja vleče proti sredini z neko določeno silo. Če midva gremo 10 km v globino Zemlje, bo tam sila manjša. Manjša bo točno za temo, kar pač pove Newtonov-Shell teorem. To pomeni, midva lahko ves ta material, ki je nad nama, odštejemo, pa dobimo, koliko bo gravitacija 10 km pod Zemljo, ne? To so zelo preproste formule. Če pa greva v središče Zemlje, pa tam gravitacija nič. Čisto isti princip velja za črne luknje. V središču črne luknje je gravitacija nič. In ta, bi rekel, spet matematična filozofija, ki ni nobena fizika, se je pojavila v fiziki z Einsteinovo teorijo, da ukrivljen prostor ustvarja gravitacijo. Kar vemo danes, da ni res, ker je NASA zmerila leta 2014 z zelo natančnimi metodami, da je vesoljni prostor ima evklidsko obliko. Merili so notranje kote 3 zvezd ali galaksij in so zmeraj videli, da je vsota 180 stopinj. To pomeni, ukrivljenost prostora ni primerni model za opisovanje gravitacije. No, Penrose je z tega razvil to, pač, da so te gravitacijske singularnosti v sredini črnih lukenj, zato so mu dali Nobelovo, kar je sramota, no. In v črnih luknjah se zgodi to, da je
tam energijska gostota prostora tako majhna, kot sem prej povedal, da atomi postanejo nestabilni. Zakaj gre? To je zelo pomembno povedati. Einsteinova formula E je mc kvadrat. Dajmo zdaj razumeti, kaj ta formula pomeni. Ta formula pomeni, da se energija lahko spreminja v materijo ali pa da se materija lahko spreminja v energijo. Zdaj si moramo biti jasni, katera energija. Kaj pomeni ta E? Ta E pomeni elektromagnetno valovanje. Karkoli je energija, to je eden od spektrov elektromagnetnega valovanja. Kaj se zgodi pri atomski bombi? Pri atomski bombi se zgodi, da se del materije spremeni v energijo. Zato je po formuli sami, takšna velika energija pride ven, toplota, svetloba in tako naprej. Zato, ker so vrgli eter ven v začetku 20. stoletja, se pravi konec 19. Etera, mislim, Nikola Tesla ga je hotel ohraniti, In je Einstein, veste kaj, Einstein je bil genij, on je vsak problem rešil na matematičnem nivoju dokaj dobro, fizikalno so pa ti problemi ostali nerešeni. In Einstein je rekel, foton se lahko giblje skozi prazen prostor. In prišla je ven ideja, da je prostor prazen. In na ta način so temu orlu, ki se mu reče fizika, odsekali eno krilo. In zdaj, mi moramo nekaj razumeti. Ta kozarec je energija, ki je strukturirana energija prostora. In kaj ti prostor, se pravi eter, temu, kar danes pravimo superfluidni vakuum ali pa fizikalni prostor ali pa superfluidni kvantni prostor, je osnovna oblika energije. Vzburjanje te energije je foton. Ko pa se ta energija strukturira, pridemo pa do materije. In vsak materialni objekt zmanjša energijsko gostoto prostora v svojem središču točno za količino njegove energije. V formuli to prije E je mc kvadrat, je v oklepaju energijska gostota prostora v medgalaktičnem prostoru minus energijska gostota v središču krat volumen. In to je ta manjkajoča formula v Einsteinovi teoriji, ki v bistvu razloži nekaj, da je gravitacija potisna sila prostora, to se pravi, tu je vaš kozarec, tu je moj kozarec. Zdaj, oficialno fizika reče, tu vmes je neka sila, tu vmes so neki hipotetični gravitoni, ki to skupaj držijo, kar je absolutni nonsens. Gre za to, da ta objekt zniža energijsko gostoto prostora, ta ga zniža in tu se naredi en lokalni prostor manjše energijske gostote in prostor od zunaj pritiska te objekte skupaj. Zakaj? Ker ti objekti so tridimenzionalni, atomi so tridimenzionalni, superfluidni prostor je pa 4. To se pravi, kot je rekel Einstein, materija ukrivi prostor in potem materija sledi te ukrivljenosti. Točno bolj pravilno je reči, da materija zmanjša energijsko gostoto in energijska gostota generira gravitacijo. In ko sem jaz gledal to, kako so dali temu profesor Penroseju Nobelovo nagrado za gravitacijske singularnosti, jaz sem pač rekel, to je eden od znakov, da je fizika, da je znanost v izredno veliki krizi. Vsi priznavajo, svetovno priznani fiziki, da je fizika v krizi. Veste, zakaj je fizika v krizi? Fizika je v krizi zato, ker karkoli narediš novega, karkoli boš naredil, da je izven paradigme, te bojo avtomatsko zavrnili. Jaz sem to formulo, ki sem vam jo prej obrazložil, objavil v reviji Nature. Nadgradnja Einsteinove. Tako objavil v reviji Nature, v tem reviju Scientific Reports,
ne, ki ima impact faktor tam okoli 4, ampak kaj je bilo? Ti angleški lobisti, znanstveni, so videli, da bi lahko bila to grožnja obstoječi paradigmi, in sicer Higgsovega bozona, ker sem jaz v tem članku med vrsticami povedal, da je ta ideja Higgsovega bozona v bistvu napačna, in so dosegli, da so mi ta članek umaknili. Ne, ta članek je bil umaknjen. To se pravi, kriza fizike je v tem, da karkoli novega hočeš objaviti v pomembni reviji, ne boš mogel objaviti. Počasi bomo morala, to je malo pretežko za nas, ki nismo v tem, poskušamo spraviti v neko celoto, vsekakor pa naši gledalci zdaj vidijo, da so stvari mnogo bolj komplicirane, se pravi 15-20% popusti, Ja. Da je to naše življenje in naše spoznanje veliko premajhno, ampak da bi poskušal še enkrat vašo teorijo oziroma biokozmologijo razumeti oziroma povzeti, koliko sem razumel. Vi ste rekel, da je pač življenje v vesolju, ne vem, da se vse posod je ali kakorkoli, in da je dejstvo in pa da so črne luknje, v bistvu revitalizacija vesolja, Tako. ne, da tam prihaja do neko požre energijo noter, ne, slišimo, Stara ne. materija se spremeni v svežo energijo. Ampak niso potem tiste, zdaj te supernove potem nekako, ko propade, niso daje energijo ven. Glejte, samo da ampak vam recimo črna luknja, pa ne vem, ona tudi daje energijo ali ne daje energije. Glejte, Ona požre, koliko vem, glejte, in zgine, ne, vse skupaj. Te recimo zvezde, ki pa eksplodirajo, pa potem žarijo nekaj ven, recimo, ne vem. Torej, vi govorite v tem teoriji, ki seveda ne moramo zdaj iti v to vaši kozmologiji, da gre za življenje, gre za neki inteligentno kozmično inteligenco in pa da gre za torej to obnavljanje energije in da je to nekako samozadosten sistem. Ja, gledajte, krasno stvar ste izpostavili, ne. Mi imamo črne luknje, veste, ki so različne velikosti, ne. Če črna luknja ni ta super črna luknja, to se pravi super velika, ne, v bistvu je sploh napačen, izraz je napačen, to ni črna luknja, pravilni izraz je črna zvezda, ker to so zvezde, ki imajo zelo visoko gostoto, tam ni nobene luknje. Ampak kaj se zgodi pri supernovi? Pri supernovi se zgodi, da mi imamo to ogromno črno zvezdo, ki ima izredno veliko gostoto, in v središču te zvezde se materija začne pretvarjati v svežo energijo. In kaj se zgodi? Ko pride do tega notranjega pritiska tako velikega, ta zvezda eksplodira in to je supernova. Če pa je ta zvezda prevelika, da bi lahko eksplodirala, se pa zgodi, da ta notranji pritisk, ker se stara materija pretvarja v svežo energijo, je tako velik, da se te črne luknje, da se jim odpre ta kanal v smeri vrtenja, ne, tam prebije in one potem začnejo butati ven to svežo energijo. To so ti curki sveže energije, ki grejo v medgalaktični prostor, ki so jasno opazovani, to ni teorija, to so astronomska opazovanja, ne. Biokozmologija, v bistvu veste, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je v znanosti, da je ta znanstveni pozitivizem, ki je odrinil božjo silo iz znanosti, je ustvaril v znanosti fah idiote. To pomeni, nekdo ima doktorat na nekem malem delcu, recimo ljudje celo življenje raziskujejo en protein, ne, in so v tistem res strokovnjaki, ne razumejo pa čisto nič. To pomeni, če mi hočemo, da bo znanost spet služila človeku, mi moramo vpeljati božjo silo nazaj v znanost. Kajti samo človek, ki je veren, ki ve in ki doživlja božjo silo v sebi, je etično lahko sposoben ustvariti nekaj dobrega. Razum brez prisotnosti božje sile pomeni samo uničenje človeštva. To vam dam
pa popolnoma. No, vidite, to je bolj pomembno od veliki pok, veliki pok ne. Ja. Zato sem jaz, kot sem rekel prej, globoko veren v smislu tega, da je Božja sila v vsaki stvari in zanikanje tega je eventualni propad ali pa, če ne propad, pa izredno velika kriza naše civilizacije. Mi smo Božje odrinili stran, v bistvu pa je vse Bog. V tem vašem razmišljanju, vesolju in o teh, ki je, se pravi, kakorkoli, 100% nismo razjasnila tudi gledalcem pa na vsa vprašanja, ne, tudi tuje so nekateri zaključki, recimo, ki bi naj bili stvar, recimo, vašega razmišljanja. Ampak, recimo, zanimivo mi je to bilo, ko sem bral tisto knjižico, edina taka prava fizikalna knjižica, ki sem jo prebral, malo Tromostovje na ljubljansko, vse mogočno znam današnje fizike, tega Adlešiča, eksperimentalnega fizika našega, govori ravno tu o Bogu. Ne? Včasih so mislili, da bo fizika kot nekako paradni konj znanosti dokazala, da ni Boga. Ne? Dokazala, da ni Boga. Torej, mi Boga ne potrebujemo, ni, ker ne pride v ta sistem, mi smo vse preračunali, osnova je atom, recimo, ne vem, kakšne pač poglede so imeli, ampak pravi, to je laž, ne? Da ravno obratno je, pravi, ne da dokazuje Boga, ampak da vse, kar ste vi rekel, nekaj novega odkriješ, po eni strani te tlačijo dol, ne, ker oni za to dobivajo denar, pa lepo pijejo, pa jejo, dobijo svojo plačo, ne, in oni imajo to teorijo, ne, ker drugače bi mogli pa nekaj delati. Ne. Po drugi strani je pa tako, da pravi on, ko mi nekaj novega odkrijemo, se tam odpre še veliko novih vprašanj, tako kot ti na neki krožnici ti povečaš krožnico, potem se s tem neznanim se poveča število vprašanj. Ne? In v bistvu še bolj se lahko sprašujemo oziroma na nek način še vedno potem lahko damo logično tudi neko mesto Bogu. Ne? Mesto Bogu, ne? Da verjameš potem Boga, ne? Ker na osnovi teh dejstev, kako je to zapleteno, pametno in tako naprej. In to je njegova misel, ki se mi je zdela pač zanimiva, če smo zdaj nekje končala pri Bogu, pa pri tem prvi pok smo poskušala nekako pojasniti ali pa ne pojasniti, kljub temu ste rekel, da je Bog vse posod, ni pa, to je vaše stališče, ni pa on ga ustvaril vesolja. Ne? To pa rekel, prvi pok ne more biti uporabljen za da ga ni bilo v tem smislu. V mojem pogledu na vesolje sta Bog in vesolje zmeraj skup. Materija in duh sta nedeljiva. To se pravi, razdelitev na materialno in duhovno je zgolj neka zgrešena predstava človeka. Ne? Jaz vidim dosti bolj elegantno, da je vesolje večno, da je Bog večen, da je to skozi bilo. To se mi zdi, zdaj Bog je bil skozi, poje pa enkrat mu bilo dolg čas, pa je naredil vesolje. Meni to ne gre skup. Ne. Je pa definitivno po mojem ateizem, je kognitivna degradacija človeštva in nima nobene perspektive. Recimo, če pogledate, zdaj ta globalistični svet, ki zavrača vse Božje, ker oni pravijo, da bojo s človeka naredili biorobota, in ta Harari, ta nesrečni zgodovinar, ki ga globalistična elita, lahko ga vidiš vsake dan na televiziji, celo naš predsednik je rekel, da bi Hararija vzel, če bi bilo treba reševati svet. Ker on v nulo razume svet. Ja, ker on Harari v nulo razume svet. Je pa Harari sam rekel, da so zdaj mase ljudi bodo kmalu preveč. Ja, Harari je antikrist. Harari je filozof antikrista in globalizem, to je v bistvu, to je neka življenjska filozofija antikrista, ker ni nobene ljubezni več do življenja, ker ni nobene empatije.
do človeka in jaz sem resnično, lahko rečem, pretresen, da slovenska politika enostavno tako brezpogojno sledi tem globalističnim idejam. Lahko smo prebrali pred parimi dnevi zdaj, da v roku parih let se nam da zgoditi, da nam bojo celo onemogočili, da bi imeli svoja semena. Mislim, pa ta svet gre v totalno razsulo. V tistih 17 točkah imajo napisano do leta 2030, vsi bojo siti, vsi bojo zdravi, vsi bojo imeli. Ne, to je antipod vseh teh 17 točk, je antipod tega, kar oni govorijo. Ne, tako da... Ja, gospod Srečko, hvala vam za vaše razmišljanje. Nas je veselilo, da smo vas lahko gostili tu na Exodus TV. Spodbujamo vas, da še kar naprej razmišljate sami, kajti kdor je iskren raziskovalec, takega je treba spoštovati. Ne? Če tudi se 100% z njim ne strinjaš. Ne? Vsekakor ste nam pa tudi položil na srce, da če se držimo Boga in njegovih moralnih zapovedi, da nismo na napačni poti. Točno tako. Hvala lepa. Hvala vam. Spoštovani, to je bil gospod Šorli, Srečko, samostojni znanstveni raziskovalec, vsekakor pa iskrena duša, ki išče to, kar je vredno in je v skrbi za ljudi. Bodimo tudi mi takšni. Lep pozdrav.